namenskost porabe sredstev. Ja, tako. Zdaj pa še o 12 milijonih, pa o 3x3, pa o vsem tem, kar smo govorili. Ko smo mi govorili 3x3 in smo rekli, v 3 letih bomo zagotovili dovolj denarja, da bodo učbeniški skladi prenovljeni, smo govorili predvsem o tem, kar je bilo tudi že tukaj pokazano, in sicer, da je ta vlada bila soočena s tem, da mora v 3 letih nekaj narediti. In sicer narediti zato, ker so se seveda učni načrti spremenili in da večina učbenikov v učbeniških skladih neveljavnih. In zaradi tega smo, to pa res z vsemi deležniki takrat, to pa moram zares reči, da hvala še enkrat sem za razumevanje, dosegli dogovor, da bomo v 3 letih učbeniške sklade prenovili. Zdaj pa rečete, to 3x3 ni skladno z 12. 12 je ocena vrednosti učbeniškega sklada. To je res, vendar je treba upoštevati, da 12, 13 in 14 ne pomeni, da ni bilo popolnoma nič denarja in da so se nekatere šole drugače znašle, so kupovale tudi svojih sredstev in tako naprej. Skratka, z idejo 3x3 pomeni samo to, da smo pričakovali, da bomo zagotovili prenovljene učbeniške sklade. Zdaj pa kaj za naprej? Za naprej je pa ideja naslednja. Še vedno zagotoviti 3 milijone evrov za učbeniško politiko, za učbeniške sklade, ko bomo rekla, ker učbeniška politika zajema več dimenzij, za obnovo učbeniških skladov, vendar tako, da so šole pri tem avtonomne. V zdajšnjem sistem je bil pač tak, da so šole javljale ministrstvu, kaj rabijo, ministrstvo pa ugotavljalo, a ima denar, ali ga ni. Zdajšnji princip je pa ta, da šole dobijo kvoto denarja in z njim avtonomno razporabljajo. Vendar, zdaj boste rekli, še vedno 3 milijone, to ni dovolj. S tem, ko bi letos v resnici prenovili učbeniške sklade, je povezana pa še neka druga zaveza, ki jo pa ministrica danes ni omenila, jo je pa zadnjič na tiskovni konferenci, in sicer obdobje prenavljanja učnih načrtov. Mi smo se vsemi deležniki dogovorili, da se učni načrti ne bodo prenavljali več divje, ker ni mogoče divje pomeni neorganizirano, nesistematično, ker tako prenavljanje... Mišljeno v določenem obdobju. Tako. In stabilnost. Tako. Ker sicer avtonomija prenavljanja učbeniških skladov ni mogoče. Se pravi, s 3 milijoni in 5 letih, ali ne ministrica. Zdaj, če jaz smem še dodati k Andrejini razlagi. Poglejte, šola lahko pričakuje vsako leto 3 milijone evrov, tako smo si zadali. Če je že vse obnovila, pomeni, da bo zelo premislila, kam bo lahko namenila ta sredstva, ki bodo praviloma, celo na nekaterih šolah lahko ostajali, nekateri morda že letos, drugim naslednje leto. Zakaj je temu tako? Zato, ker želimo vzpostaviti kakovost in stabilnost, predvsem pa predvidljivost in jasno načrtovanje vsake šole, kako z učbeniki in učbeniško politiko naprej. Tudi v preteklosti so določene šole še imele sredstva na učbeniških skladih. Ta tukaj niso upoštevana, razen v tazadenem delčku, ki kaže na to, da šole očitno tudi iz leta 2016-2017 niso porabile vseh sredstev. Torej, sredstva so, naš osnovni namen pa je začrtano, jasno in predvsem s ciljem kakovosti omogočati nakupe učbenikov. Hkrati pa seveda si želimo, da v tem trikotniku, ki je starš, šola in seveda na koncu ministrstvo, najdemo takšne rešitve, ki bodo v resnici najbolje podpirale doseganje učnih ciljev. To je osnov učbeniške politike, povezano seveda tudi z učnimi načrti, kar je Andreja izpostavila. Ministrica, mogoče še nekaj, zaradi česar je morda tudi nekaj zadrege v šolah, pravilnik še ni sprejet. Drži. Zato marsikateri učitelj pravi, da okrožnica ne more biti nad pravilnikom, kar pomeni, da okrožnice marsikdo mogoče tudi ne bo upošteval. Jaz sem se z eno skrbnico pogovarjala in je rekla, da zaradi tega letos pri njih prvi razred ne bo imel, oziroma bojo morali kriti starši.
ne bo držalo, pravilniki so v postopku sprejemanja in jih pričakujemo v teh dneh. Prav tako pravilniki kot taki samo interpretirajo tisti del, ki smo ga zastavili že pri pretekli obnovi, število točk, torej koliko je vredna posamezna točka, pa je vrednost aktualnega leta in ne zaveze pravilnika. Torej, odgovor je ne drži. Šole veste, da bodo kupovale to zdaj v naslednjih tednih oziroma najprej preračunale, kaj imajo v kvoti, kaj potrebujejo za obnovo tudi še neveljavnih učbenikov. Posvet staršev do 10. julija. Tako, in potem bodo seveda naročile pri ustreznemu dobavitelju. V tem času pravilniki ne samo, da bodo, ampak so pripravljeni, gre samo za postopek dokončnega potrjevanja, ki mora biti tudi medresorski. In je v novem pravilniku določeno, da za prvi razred 3 šole. Vse je navedeno, zelo jasno. Trije pravilniki so No ja, sem se upravila. Zelo jasno. Zelo jasno. Tudi vemo, da bomo mi postopno prešli na COBISS, to, kar sem tudi prej že povedala. Torej imamo seveda tudi namenskost uporabe jasno tudi zavedeno na način, da se ta odraža v COBISS sistemu in tako bomo v resnici dobili celovito preglednost. Postopno, ampak celovito. Pa še nekaj mogoče, kar niti ni mogoče bistvena stvar za v tem trenutku. Skrbniki pravijo, da določeni so še stroški, materialni stroški za njihove nagrade in tako naprej. In da zdaj tega ne dobijo, oziroma da si ne morejo nagrad izplačati, no? Ker dobijo samo toliko, kar je... Tudi to je del pravilnikov in seveda tudi usklajevanja ustreznih nagrad. Nagrade so in morajo biti. Način, kako se izplačujejo, seveda bil tudi zdaj zelo, lahko rečem, pogojen od šole do šole. Ravno zato smo se lotili celovite prenove vseh pravilnikov, da imamo zdaj tudi odraz tega sistema zabeležen na način, da bo tudi vsem razumljivo na šolah, kako enovito udejanjati ta model. Lahko bi se zgodili isto, kot pri NPZ-jih. Bo rekel, ne bomo več skrbniki. Pa... Ne. Ravno zato priprava 3 pravilnikov, tudi eden popolnoma nov pravilnik, iz razloga, da v resnici rešimo to področje tudi za naprej. A ta nov zdaj pripravljate, ali kaj? Tako, ti pravilniki so že v postopku sprejemanja. Ker je bilo veliko pripomb, tudi z javni razpravi glede tega pravilnika, in knjižničarji niso vedeli, ali so skrbniki, ali so še knjižniki. Tudi do sedaj so bili knjižničarji večinoma skrbniki teh skladov, zdaj samo preoblikujemo njihovo vlogo in korakamo naprej v COBISS. A to bo zdaj popravljeno ali nov pravilnik? To bo vključeval tudi pravilnik. Hvala, tudi vprašanje. Naslednje.